Lepo pozdravljeni, drage gledalke in dragi gledalci v naši oddaji InFocus. Danes je z nami v studiu tukaj Maja Modrinjak. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Hvala, ker ste se nam pridružili danes tukaj v našem studiu. Tako, ste fotografinja, videografinja, med drugim ste imeli tudi dosti različnih nekih skupinskih razstav. Imeli ste dosti, nekje okoli 20 tudi samostojnih razstav, če se ne motim, fotografskih. Ste pa tudi v bistvu ena izmed redkih, če ne celo edina ženska, ki snema prenose prve slovenske nogometne lige v živo, ne? Je tako? Ja, res je. Kako pa bi se mogoče vi predstavili, s čim se vi ukvarjate, tako recimo, v svojem poklicu? To je kar težko reči zdaj z eno ali pa dvema besedama, ne? Zato ker se ukvarjam res z, rečemo, nekim širokim spektrom stvari, se pravi, kot ste že sami omenili, od fotografije do kamere, ne, snemanja, od prenosov živo do takih in drugačnih dokumentarnih ali pa komercialnih zadev. Začela sem s fotografijo, seveda, že iz šole ven. Tako da fotografija mi je blizu tako v dokumentarnem vidiku, v komercialnem kot v umetniškem. Snemanje pa tudi različno, odvisno od priložnosti, ki pridejo naproti ali pa potrebe na trgu. Torej vas nekako projekti vodijo skozi vašo karierno pot? Tako je, ja, pač marsikaj ti pride na poti in potem je na tebi, ali pač zgrabiš to priložnost ali ne. In meni se zdi dostikrat tako, da treba zagrabiti pa probati, s tem, da spoznaš neke nove vidike dela, ustvarjanja, doživiš veliko, pa seveda se hkrati tudi naučiš mnogo. Tako tudi, če nismo mogoče včasih 100% pripravljeni na tisto priložnost, da enostavno vidimo sproti, kako se bo potem odvijala neka zadeva, ne? Ja, sigurno. Mislim, na nek način te sigurno mora pritegniti, ali zgrabiš neko ponudbo ali neko delo ali ne. Čeprav včasih izgleda težko ali pa tudi pride kaj takega naproti, ko pa še nisi počel, ampak meni se to večinoma zdi samo kot izziv, da treba zgrabiti pa probati, pa se naučiti, še eno stvar zraven. Tako, kje pa ste se vi dejansko srečali prvič z fotografijo? Z fotografijo ste začeli, ste rekli. Kje ste se vi prvič srečali s tem? Kje ste prvič dobili mogoče fotoaparat v roke? Ja, pravzaprav sem že rasla odraščala v fotografskem okolju, ker je bil moj oče fotograf, fotoreporter, tako da sem bila vedno nekako v stiku z umetnostjo. No, tudi mama je likovnica, tako da je bila neka ta kombinacija, rečemo, umetniška vedno z menoj. Ampak ni bilo nikoli zdaj, da bi me silili, da bi jaz šla v to smer ali pa kakorkoli, da bi želeli od mene, da jaz fotografiram. To je nekako samo spontano prišlo, ne. Dobila sem recimo fotoaparat prvi, tisto trotl kamere, ko smo jih imeli, ne, ko smo imeli končne izlete v osnovni šoli, pa mi je potem oče dal aparat, ne, da naj malo poslikam, kaj se bo dogajalo, in potem smo to skupaj potem pregledovala fotografije in mi je povedal, kaj sem v redu naredila, kaj nisem v redu naredila, kako lahko kakšne stvari popravim. Tako nekako sem se s tem začela učiti, ne. No, pol pa je spontano šlo naprej, da sem se potem tudi vpisala v srednjo šolo za fotografijo na Oblikovni v Ljubljani. Tako da tam se potem itak bolj konkretno spoznaš fotografijo, absolutno, ne. In potem že takoj po srednji šoli sem začela tudi že z nekimi poletnimi deli, recimo v fototabor za začetek. Pa potem so se začele odpirati neke variante dela ali pa projektov za fotografiranje, ne. Tako da že preden, oziroma rečemo začetkom faksa, tudi sem že začenjala z temi nekimi fotografskimi podvigi. Okay. Že pred začetkom faksa, torej nekako ste pa vseeno, prvo ste začeli, ste bili kot neke vrste vajenka pri ostalih, potem pa ste kar hitro šli v bistvu na to, da ste sami neke projekte začeli delati.
Pač delala sem skozi, recimo hkrati sproti v času, naprimer, fakultete. Pač, ko dobiš kako možnost za iti delati na projekt, takrat se pač delalo za študentskimi napotnicami ali avtorskimi pogodbami ali kakorkoli, ne. Tako da pač to je bilo kar eno dolgo obdobje, ko sem delovala na tak način, ne, potem preden se neke oblike zaposliš, ne, če potem o tem govorimo. Tako da ti projekti se pač potem postopoma nekako pomnožujejo ali kakorkoli, ne. Ko spoznaš ljudi vedno več, ko vidijo, kaj delaš, da znaš delati, ne, in potem dobivaš vedno več nekih ponudb, naročil, da se lahko začne ta tvoja fotografska pot potem razvijati, ne. In potem pa ste šli v bistvu iz fotografije, s tem pač se še vedno danes ukvarjate, ampak poleg pa v bistvu tudi snemate. Snemate razne za televizijo v bistvu. Kako pa ste nekako na to prišli? Kako ste se preusmerili nekako v to smer? Ja, pač fotografija je tako neka osnova, ne, recimo za nadaljevanje poti za kamero in snemanje. Me pač to tudi vedno malo zanimalo, interesiralo. Bližje sem se pa začela spoznavati tudi v času fakultete. Najprej sem hodila na medijske komunikacije na FERI, potem zatem sem naredila še visoko šolo za fotografijo v Sežani in tudi tam v Sežani potem smo imeli v drugem letniku možnost usmeritve za kamero oziroma snemanje. Tako da jaz sem potem to smer vzela, izbrala in se nekako bolj začela tudi posvečati, recimo, temu snemalnemu vidiku. In ko je bilo treba zbrati neko prakso za pač končanje šolanja, sem se odločila, da bom šla delati prakso na televizijo. Tako da sem šla na regionalno televizijo RTS tu v Mariboru in sem tam pravzaprav že zelo hitro dobila kar kamero v roke. Mislim, hvala Bogu mi je bilo to omogočeno, da so prepoznali nekako v meni to, da sem sposobna ali pa da lahko se hitro naučim in pač začnem delati s kamero. Tako da sem že potem v času te prakse začela delati kar samostojno na terenu in v studiu in potem tudi po praksi ostala tam na televiziji kar nekaj časa kot njihova zaposlena pravzaprav. Ampak nekako začeli ste pa torej, rekli ste, da ste začeli kar hitro, da so vam kar hitro nekako zaupali, zatem bi rekli, kaj je bil ta glavni del mogoče za to hitro pridobljeno zaupanje? Kaj bi rekli vi, da vas je popeljalo do tiste točke? Kaj pa vem, mislim, okolje na tej televiziji je bilo pač res dobro, prijetno, kvalitetno. Mogoče so, ne vem, na kak način so prepoznali to v meni ali pa pač zaupanje, da lahko mi zaupajo kamero, da tudi samostojno začnem delati. Mogoče, ker so vedeli, da imam pač neke predhodne izkušnje tudi iz smeri fotografije, lahko da je to bilo. Ne, mogli bi moje nadrejene vprašati, takrat ne. Tako, torej mladi nekako je dobro, da se čim hitreje začnejo nekako ukvarjati nekako v tej smeri. Še posebej, če je njihov cilj recimo televizija oziroma prenašanje recimo tudi v živo za televizijo. Če je to nekako njihov cilj, kaj bi vi rekli, da je nekako zelo pomembno, da si prej postavijo kot neke podcilje, kot nek začetek? Ja, če že veš točno, kaj hočeš recimo po šolanju početi, je to že itak ful plus, ne? Ker se mi zdi, da danes, mislim, ne sem vedno, saj jaz tudi dolgo nisem vedela, kaj bom pa počela, ko bom končala s faksom, pač me je pot sama nekako nesla, ne. Tako da je to normalno, če ne veš še, kaj boš počel, ne. Ampak če pa veš dejansko, pa imaš že itak to prednost, zato ker se lahko usmerjaš pol že nekam. Če zdaj veš, da boš pa, da hočeš biti radijski delavec recimo, ali pa špiker ali karkoli, potem se lahko že v času šolanja usmerjaš, pa poskušaš iti, ne vem, kako prakso delati ali pa ne, se učiti v tej smeri, poskušati že nekaj hkrati sproti šolanja delati na tem, da ti je potem lažje tisti prehod, ko zaključiš, ne zaključiš, potem pa se sedeš pa nekaj pa bom zdaj, ne. Mislim, da dosti mladih danes mogoče misli, da pač, če bojo tudi brez izkušenj prišli do neke inštitucije, da pač jih bojo tam nekako v bistvu čakali odprti roki. Točno tako, točno tako.
Ja, ni ravno tako. Ni ravno tako, ne. Ni ravno tako. Mogoče nam lahko poveste kaj več o vaši izkušnji, glih tem, o snemanju v živo. Kako mogoče zgleda kot neka priprava, neke predpriprave na tisto, kako to okvirno poteka? Da si nekdo lahko mogoče malo boljše predstavlja, na kaj ga čaka sploh, če se v to usmeri. Dobro, projekti se med seboj zelo razlikujejo snemalni, ne, se pravi, če govorimo o snemanju v živo, ali govorimo o snemanju oddaje, ali pa govorimo na primer o športnem prenosu, ne, dosti razlike, ne, ali delaš pač neko studijsko zadevo, ali pa terensko, ne. Če govoriva o terenskih zadevah, ne, predpriprava. Načeloma, ko veš, ko znaš delati neke stvari, za tako snemanje rabiš za neke bistvene predpriprave. Pač prideš tja, vedno se pride, če govorimo o nogometu, na primer, ne, je zbor par ur prej, se dobiš pri reportažnem avtu, se naredi sestanek z režiserjem, zato da on predstavi, pač, kaj delamo, se pravi, v tem primeru, kdo igra, kdo so trenerji, če so kakšne specifike, na katere je treba biti pozoren, ne. Se razdeli snemalce po kamerah, ne, ker se dela pač z večjimi kamere vedno prenose, tako da se dodeli, kje bo kdo snemal. Potem se gre na kamero, se naredi tehnična vaja, se pravi, da si najprej prirediš kamero glede na pač svoje delovne potrebe, ne, se pravi, da si nastaviš višino ročk za zoomiranje pa za ostrino, da preveriš, če je Wasserwaage, se pravi, če je v ravnini kamera, potem če dela komunikacija z režijo, vse v redu preko slušalk, če se slišimo, ne. Potem se gre z vodenjem, se pravi z režiserjem na slušalkah, pač vse kamere skozi, da se preveri, če so kakšne ovire na igrišču, da se švenka, da se pogleda vse, ne, rečemo možne kote. Potem je tudi zdaj dostikrat var, ne, da se pripravi kamere za var, se pravi iz var sobe javljajo, na kak način jim moraš ti pokazati kadre, zato da lahko oni te linije zrišejo, ne, se to naredi. Potem, ko je tehnična vaja končana, je ponavadi malo pavze, ne, do tekme in potem, če je studio, moraš biti že pred začetkom studija za kamero, zaradi tega, ker ko gledaš studio v živo, pogovor, ne, potem kamermani tudi že vmes ponujajo kadre, ali segrevanje igralcev na igrišču, ali publike ki prihaja, ali pač neki široki kader stadiona, ne, kakorkoli. Tako da smo že pravzaprav pred gledalci vpeti v delo, ne, aktivno. Potem pa normalno pač cel potek tekme do konca, vmes tudi če studio na koncu, ne, take stvari. Tako da tam stojiš, oddelaš svoje. Kaj pa bi rekel, mogoče, da je potem v tem celem procesu neka lastnost, ki je zelo pomembna, da si jo nekdo, ki si to želi, pridobi? Kaj bi rekel, da je neka taka lastnost, ki vam izstopa? Potrpežljivost včasih. Okay. Ne, saj načeloma z vsemi imam dobre izkušnje, kar se dela tiče, ni problematično, da bi bilo karkoli naporno z tega vidika, ne. Moraš pa pač imeti res željo za to, ker ni pa vedno enostavno tudi to, ne. Zdaj, če dam za primer snemanje biatlona na Pokljuki, ne, ko stojiš v snegu 7 ur na -20 stopinj, ne, pa zato, da boš naredil par onih rund tekel okoli, ne, pač moraš biti malo močno, ali kako naj rečem, ne samo potrpežljiv, ne, da si pač pripravljen riskirati neke take zadeve, da ti je to toliko okej, ne. Želja močna. Ja, tudi ja. Mogoče se lahko malo dotakneva tega, ko ste rekli, izkušnje, da ko tam stojiš, na mrazu si, mogoče tudi kaj tehnika vmes zataji oziroma mogoče kaj heca. Dobro, zato imaš vedno neko tehnično ekipo, ko gre za take zadeve, da rešuje, če treba, ne. Ampak ja, neke osnovne stvari moraš sam tudi urediti, sigurno. Kako je bila mogoče vaša izkušnja s tem?
Če bi lahko malo opisali, mogoče nam dalo pogled v to. Ja, prvič, ko sem šla ravno ta biatlon, mislim, se sem vedela, da bo mrzlo, ne? Ampak ne pričakuješ točno, kako bo izgledalo. Ker misliš, ko gledaš pač te teke, recimo na tekmovanja, pač pričakuješ, da bo mogoče to malo šlo vseeno hitreje skozi, čeprav vemo, da je pri televiziji vedno, da moraš biti ful prej tam, pa ne, da vse skupaj več traja, kot pa dejansko ti vidiš potem, ne, na televiziji. Ampak ja, to je kar, mislim, to je bilo kar naporno, ravno iz tega vidika vremenskih razmer. Drugače ni naporno. Pač včasih tudi, če se dela kakšne oddaje, pa stojiš 12 ur na nogah za kamero. Dobro, vmes se malo prešetaš pa to, ampak tudi ni enostavno, ne, stati za kamero tako dolgo, ne. Tam ni mogoče bilo to naporno, zdaj pač, da si tam 6 ur, ampak res te vremenske razmere, v katerih se moraš prilagoditi, ker imaš kovinske ročke, ki so ledene, ne, tudi težje z rokavicami delati, brez valjda ne moreš, ne. Karkoli si oblečeš, se ti zdi, da pač si premalo oblečen, zaradi tega, ker si na miru, ne moreš zdaj nekako se greti, dobro, ko vmes pauza lahko počepe delaš ali karkoli, ne, poskušaš, ne, ampak si kar omejen. Ja. No, po drugi strani imaš pa pač poletne razmere, ne, ko pa teče s tebe, ko si na vročem soncu, ne. Ampak meni je vseeno to bolj priljubljeno, no. Ampak kakorkoli, ne, potem vseeno v redu izkušnja, pa je zanimivo delo, adrenalin je, ko delaš v živo, valjda, ne, ker moraš narediti, pričakuje se od tebe, da narediš, da daš najboljše od sebe, čeprav si že ono, kdaj bo fertik, da greš na toplo, ne, ampak moraš vseeno dati vse od sebe in je napeto, več je to vseeno, mi je fajn to delati, no, tako da na koncu pač nisem šla zadnjič, sem šla pol še ene delati, tako da. Kako pa se glih s tem pritiskom mogoče spoprijemate? Ko se mogoče zamislite, pa razmišljate, pa ste joj, zdaj bo pa to ne vem koliko na stotine, na tisoče ljudi gledalo. Pa če gre nekaj narobe, bojo točno vedeli v bistvu, kdo je bil, ne? Mislim, trudiš se pač, da ne gre narobe, valjda, ne? Pač se potrudiš pa, da daš čim boljše od sebe, ne, ampak valjda včasih se pa tudi zgodi kakšna napaka, ne, pač nič ne moreš, ne, češ. Probate nekako odmisliti na to? Ja, pač skoncentriraš se, da pač boš naredil toliko, koliko znaš dobro, ne. Po drugi strani se ukvarjate tudi z fotografijo, še danes. Ja. Od porok do portretov v studiu, skratka, v bistvu vse, kar je pod milim soncem. Kaj pa so recimo vaši najljubši projekti tako iz fotografije? Pa recimo, s kakšnimi izzivi se ponavadi potem soočate tudi? Ja, tako ste rekli, pač delam jaz zelo različne stvari fotografske, ampak ja, nekako se mi zdi, da vseeno so mi najbližje tisti deli fotografije ali pa smeri, ko delam z ljudmi, da nisem zdaj toliko mogoče za neka tihožitja ali pa za naravo, ne. Dobro, včasih ti pa še tudi v naravi fotografirati, absolutno, ne, ko rabiš neko sprostitev ali pa kakšen navdih. Ampak večinoma pa se mi zdi, da se bolj znajdem v komunikaciji oziroma v takih nekih projektih, ko si rečemo socialno vključen, no, da delaš z ljudmi, mi je bolj interesantno. Pač z različnimi situacijami se srečuješ, ja, sploh če delaš na terenu, no. Tako da včasih mi odgovarja ena branža fotografije, včasih bolj druga. Ne, res je, da večinoma smo vpeti vseeno v ta komercialni vidik, zaradi tega, ker se s tem pač tudi preživljam, ne. Včasih pa je tudi fajn imeti kaki trenutek, ko pa lahko si vzameš pa neki čas, pa da probaš ustvariti nekaj za sebe, ne, se pravi za ta, rečemo, umetniški vidik fotografije, ne. Zato, ker kaj jaz lahko rečem, da pač sem v službi kot fotograf, pa tudi hobi mi je fotografija neke vrste. Za dušo v bistvu, potem takem. Tako da je pa težko, zato ker vseeno si ves čas vpet v to fotografiranje za preživetje, če lahko rečemo tako, ne. In si težko potem odtrgaš neki prosti čas, ne, zato ker ne moreš zdaj, ko imaš 2 ure prosto, zdaj pa bom jaz nekaj kreativnega naredil, pa še ustvarjati, ne gre tako, ne. Pač moraš imeti neko obdobje, da začneš razvijati neko idejo, razmišljati, kaj bi sploh fotografiral,
pol pa iti pa to delati, ne, da razviješ neki koncept, pa da lahko potem ustvariš recimo kako serijo, ki je primerna mogoče za kakšne natečaje, razstavo, kakorkoli. Ne. Torej, recimo za neko razstavo, oziroma če tako greste fotografirati za dušo, si vzamete radi čas za to, oziroma rabite nekako svoj čas za to. Ne more biti kar tako, ponavadi ne delate spontano, predvidevam to. Mislim, ja, tudi. Včasih, pač, če imaš že nek koncept v glavi, pa da veš, na kakem projektu delaš, imaš mogoče vmes čas, da pa ne vem, rečeš, ok, danes pa grem narediti to eno fotko, ko imam vmes čas, ne, ali pa potem kak dan drugo. Ampak nekako ja, za cel razvoj neke ideje, če hočeš delati nekaj bolj obširnega, pa se mi zdi, da je fajn, da si vzameš neko malo obdobje, ne vem, imaš vsaj neki teden za sprostitev pa za razmišljanje, da se lahko lotiš nekega projekta, ne, da delaš na njem, recimo bolj konkretno. Se pa tudi dogaja, valjda, da nastajajo fotografije, rečemo umetniške, naprimer, ne, ali pa umetniške narave, da nastanejo spontano, absolutno. Ne. Zato, ker se ne hodiš, mislim, s fotoaparatom hodiš po svetu kot fotograf, ne samo ko delaš, ampak tudi drugače dostikrat, ne. Se pravi, tudi če nimaš nekega naročila, greš velikokrat ven v mesto ali pa kamorkoli s fotoaparatom, sploh če si kje v tujini, naprimer. Ne. In valjda v takih trenutkih potem tudi gledaš, opaziš, narediš kakšne fotografije, ki so pa potem vredne za uporabo. Tako, potem nekako, za razstavo pa vseeno, si vzamete svoj čas, glede na to, da imate dosti razstav res, ki ste jih naredili, imate dosti izkušenj tudi iz tega. Mogoče, o čem tako najrajši, oziroma kako bi se izrazil zdaj, dosti razstav ste že naredili, recimo, kaj pa je vaša tematika, vaša najljubša tematika? Ljudje ste omenili, da so, kaj radi na ljudeh mogoče izpostavite ali pa kaj radi prikažete z ljudmi? Ja, recimo zdaj zadnje dve razstavi, kaj je bilo lani, predlani, ne vem, če ste to mogoče ogledali, je bilo Ženske Maribora, naprimer, ko sem naredila razstavo za 8. marec. Je bila serija ženskih portretov, poznanih, nepoznanih. Ne. Prve so bile mogoče malo bolj prepoznavne na prvi razstavi, drugi razstavi sem se ukvarjala bolj z ženskami vsakdana, ki jih srečujemo na cesti, v trgovini, na ulici, skrbijo za našo dobrobit okolja, za vsakdanje življenje, pa se mogoče ne zavzamemo za njih ali pa njihovo delo. In sem pač želela to izpostaviti, ne, da sem se družila z temi različnimi profili žensk in jih potem tudi dokumentirala v njihovem delovnem okolju, ne, da sem jih predstavila. Tako da to je bil tak recimo lušni projekt, ko tudi potem spoznaš zraven različne ljudi, ne. Tudi neka nova, mogoče poznanstva, prijateljstva, kakorkoli skleneš, ne, skozi to. Tako da tudi recimo so taki lušni projekti, ne, za prikazovanje na razstavah. Potem je, da poskušaš torej publiki približati nekaj take zgodbe, recimo, ne, v katerih se ne zavzamemo za vsak dan, naprimer. Pa tako recimo, če bi vam dal v roke nek tujec, kar en fotoaparat, bi rekli, da bi se znašli z njim? Recimo, da bi lahko ustvarjali neko zanimivo zgodbo, da bi lahko prikazali neko fotografijo, ki ima nek pomen za njo, ki ima neko zgodbo? Ja, mislim, saj fotoaparat je samo orodje, s katerim ti ustvariš, ne, neki cilj ali pa neki izdelek. Da zdaj, če imaš več nekaj izkušnje s fotografiranjem, načeloma mislim, da bi se znašel lahko potem z vsakim fotoaparatom, ne. Se tudi, recimo, ko delam z študenti, pa jaz sem recimo na Canonu, ne, v šoli tam, kjer imam vaje, imamo na uporabo tudi neke Nikone, neke Canone. Študenti recimo ti pridejo z kakimi svojimi aparati in tudi se moraš
znajti pa jim pokazati. Ne. Sicer vedno, ko dobiš neki novi fotoaparat, ne, že če je neki drugi model novi, ko ga dobiš v roke, moraš iti malo skozi nastavitve, pa si malo pogledati, kje je kaj, ne, da se znajdeš. Ne. Ampak načeloma v principu ene osnove tehnične se uporabljajo isto, na istem principu. Ne. Je orodje. Ja, je tako. Orodje. Človek za njemu je dejansko pomemben. Ne. Ja, seveda, mislim, ni važno, ne, zdaj ali imaš ti trotl kamero ali pa imaš za, ne vem, 5000 evrov vredno mašino, ne. Bistvo je, da znaš uporabiti to, kar imaš, ne, da ustvariš izdelek. Tako. To pa bomo prikazali tudi v naslednjem prispevku, kjer se bo z našo gostjo Majo odpravila na teren in dejansko prikazalo, kako to izgleda tudi v praksi. Bravo, Maja, zdravo. Odlično, odlično, vidim, da si že pripravljena za naš izziv. Zdaj vedno. Evo, izvoli, mi smo ti pripravili nekaj posebnega. Tole malo aparatek, evo, točno tako. Boš pokazala nam danes, kako je v bistvu slikati z nekim ne najboljšim fotoaparatom, ampak za tvojim znanjem. Z nečem, kar že zelo dolgo nisem uporabljala. Točno. Ja, super, možda. Zdaj da pogledam malo najprej. Kaj bomo počeli s tem kompaktnim fotoaparatom, oziroma trotl kamero, smo rekli včasih temu. Točno. Tako, lokacijo malo v redu. Čačemo pa v redu, vrata pa odlično, difuza, Točno tako. Svetloba je na najni strani. Ja, bomo naredili en sprehod, malo ulične fotografije. Ok, Skozi mesto, ok, Mariborski pložek. super, super. V redu. Torej, prvo je pomembno, da si znamo dobro nastaviti kamero. Ja, ne. manj je, da si nekaj prenos, da nekaj narediš, tako da je redo, ne, da imaš bufri položilo. Točno. Zato mislim, da se to Okej, super. Mislim, da bo okej. Odlično, ok. Nastavitve malo zdaj pripravljene. Tako? Ok. Zdaj pa, kaj razmišljamo? Kaj bomo naredili strahom, da vidimo, da se kaj zanimivega dogaja, če ujamemo kot kader, da vidim, kako je videti mariborski pogled skozi ta fotoaparate. Torej, gremo na pot. Ok. Interesantno malo loviti to veselje decembrsko, kako so vsi veseli, nasmejani, komponirati to okolico, kolesa, ne? Tako da, če narediš, mislim, če ujameš neki trenutek, ki je sporočil in da ima zgodbo, da stoji z likovnimi elementi dobro, ne, potem se mi zdi to bistvo, ne, ta sporočilnost. Ok, vodilne linije. Tako. Recimo pač malo neki drugi pogledi, ne. Kaj grem pogledati proti mariborski plaži, zdaj ko imamo teh prijetnih 20 stopinj pa sončno vreme. Lahko, seveda, se gre še malo domoči. Je pa fajn, da imaš vedno aparat pripravljen, ne. Recimo moj oče je rekel vedno, imaš imeti aparat vedno pripravljen, nastavljen, hodiš okoli in potem, ko vidiš pravi trenutek, ga samo dvigneš in stisneš. Če gledamo pač ta široki kader, recimo, da hočem zajeti most pa malo labode, ne, pa dolgo vino. Če se počepnem, dobim malo boljše linije, ne, da iščeš nekaj takega, mogoče neka delitev na tretjine ali neke linije, da so, počakaš, da se labod v tretjinsko polje prestavi, recimo, ne, ali pa greš v to smer, ne, da poiščeš neko primerno kompozicijo, ki za njih mogoče za čisto dolgočasno, ne.
da zajameš. Pač vedno moraš pogledati, da imaš neke ravnine, ne, se pravi, da imaš most vseeno v vodoravni liniji, ne, da ne visi, potem pa kombiniraš recimo, ne, v tem primeru z temi linijami, pa z poudarkom na levotrettinskem delu, ne, recimo tako, v tem primeru, da tako naredimo. Imamo neko zanimivo ozadje, tako. Tudi je neka arhitektura ozadje, ni samo monotono. Bi te zanimalo, kako nastane ena izmed naših oddaj? Napiši nam v komentarje. Nekako smo naredila, ne, nekaj, vse ne bo idealno, to je definitivno, ampak kakva fotografica pa bi znala mogoče preseneti, bo vidni, pa bomo skopirali, ne? Izziv sva končala, hvala za sodelovanje še enkrat. Hvala enako. Jaz sem užival v vaši družbi. Hvala pa tudi zaradi tega, ker ste bili danes z nami in se vidimo naslednjič.